Timi, Kids TV. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Gremo skupaj. Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Dobrodošli v knjižni kotiček. Danes imam misijo, da vam predstavim čisto vse plišaste prijatelje. Zanimalo me bo, koliko izmed teh živali, ki jih imam tule, že poznate. Veste kaj, nič hudega, če kakšne ne poznate. Zato sem jaz tu, da vas naučim tistih stvari, ki jih še ne veste. In če sem čisto iskrena, tudi jaz včasih ne vem vsega. Ampak, kar se mi zdi zelo pomembno je to, da vem, kje poiskati informacije o stvareh, ki me zanimajo. In običajno so to moje prijateljice, knjige. Modrec je enkrat rekel, da zagotovo ne obstaja vprašanje, na katerega ne bi mogli najti odgovor v kakšni izmed knjig. In jaz se z njim strinjam, zato imam tako zelo rada knjige, ker ko česa ne vem, preprosto poiščem knjigo, ki mi bo dala odgovor na moje vprašanje. In danes vam bom dokazala, da to drži. A gremo kar počasi pogledati, katere vse živalice se skrivajo tule v knjižnem kotičku. Ste za? Ste? A začnemo tule pri... No, kako je ime tej živali? Kdo je to? Mu! Muka, živi običajno na kmetiji in rečemo ji, da vas slišim, krava. Zelo dobro, tole je krava. Tale kravica je bele barve in črne. In tukaj le ima dve roza piki, vidite? Kaj nam krava da? Kaj nam da? Mleko bo držalo. In če imate radi krave, in če bi radi poslušali pravljico o kravi, vam bom pokazala, poglejte jo, knjiga o radovedni Eli govori o radovedni kravi. In kot rečeno, če imate radi pravljice o kravi, prisluhnite pravljici o radovedni Eli. Gremo naprej. Naslednja, s katero vas želim spoznati, je deklica. Poglejte jo, kakšne velike oči ima, pa kakšno lepo rdečo čepico z belimi pikami. Pa rumeno majčko ima oblečeno in modro-zeleno krilo. In tule ima kaj? Katera živalica je tole? Kaj? Ne slišim? Pikapolonica bo držalo. Povejte mi, poznate kakšno pesem o pikapolonici? Poznate? Tisto pika, poka, pika, pola. To poznate? Jaz tudi. Kaj pa, če jo skupaj zapojemo? Ste za? No pa dajmo. Na 3-4 zdaj, prav? 3, 4, zdaj. Pika, poka, pika, polonica, to sem jaz. Suknica rdeča, nekaj črnih pik. Res nisem velika, kot sosedov bik. Toda vsaki me pozna, res najraje me ima. Tole si zasluži aplavz, zelo dobro. Takole, deklica se bo usedla na svoje mesto. In spoznali bomo gospoda, ki mu rečemo, no, kako mu rečemo? Kdo je to? Povodni konj je, drži. Povodni konj. Kaj pa ima povodni konj tule? Kaj so tu? Kaj? Ušesa, res je. Kaj pa tole? To so oči. Kaj pa delamo z očmi? Gledamo, bo držalo. Gremo naprej. Od povodnega konja pa k temule. Že poznate pravljico o zverjascu. No, tisti, ki jo poznate, potem veste, da je to zverjasec s čekani in z oranžnimi očmi in z bradavico na nosu in sploh strašen, ampak v resnici sploh ni strašen. Pravljica o zverjascu je ena izmed mojih ljubših. Vam bom pokazala, če še ne poznate. Poglejte. Poglejte jo, pravljica o zverjascu.
Ok, gremo naprej. Naslednja živalica, ki vam jo pokažem, je gospa želva. In to je... Želvica je morska žival. Plava globoko, globoko. Tale je zelene barve in tule na hrbtu ima... Kaj ima tule gor? Oklep, res je. In če imate radi želvice, poglejte, vam bom spet pokazala. Poglejte jo. Knjigica o Eli Počasneli, o krasni želvici, ki se ji nikamor ne mudi. In ravno zato, ker se počasi premika, vidi in sliši več. Dobro, gremo naprej. Od želvice še k eni morski živali. Kdo pa je ta gospod? To je pa največja žival, ki živi na svetu. To je sinji kit. Res je, tale je temno moder zgoraj in progast spodaj. In če ste ljubitelji sinjega kita, potem morate slišati pravljico o pavžu na potepu na kitovem repu. Vidite, tudi za sinjega kita obstaja pravljica. No, ampak še nekaj, če pa ste ljubitelji morskih živali nasploh, obstajajo tudi takšne knjige, ki se jim reče enciklopedije in je notri napisano veliko zanimivih stvari o morskih živalih. In tako kot obstaja morska enciklopedija, obstajajo tudi enciklopedije. Kaj vam bom govorila? Vam bom kar pokazala. Obstajajo enciklopedije. Tako visoko so te knjige. Recimo o divjih mačkah. Pa enciklopedija o recimo morskih psih. In ko smo že pri morskih psih, predlagam, da naslednjega spoznamo prav morskega psa. Poglejte ga. Kakšen morski pes, čudovita morska žival. Zdaj pa moram majčkeno pospraviti te knjigice, da ne bomo imeli nereda. Se strinjate? Evo takole. A vi kaj pospravljate za seboj? Ja, res, potem so starši zagotovo zadovoljni. Pospravljate najbrž igrače za seboj, pa svoje knjigice za seboj. Dobro, gremo naprej. Se pravi, sinjega kita smo spoznali, morskega psa tudi in želvo tudi. Kaj pa je skupnega, smo rekli tem trem živalim, da vse tri živijo kje? V morju in zato so morske živali. Zelo dobro. Od treh morskih živali pa k volku. Au! A znate tudi vi kaj zatuliti? No pa dejte, skupaj z menoj, na 3-4 zdaj. 3-4 zdaj. Tulimo! Au! Volkac. Povejte mi, iz katere pravljice pa poznate volka? Iz katere? Iz pravljice o rdeči kapici. Že poznate pravljico o rdeči kapici? Lahko jo poslušate na Timi Kids TV. Kar prisluhnite ji, če je še ne poznate. Takole, tega hudobnega volkca najdemo v tejle knjigici. Ampak tale volkec, ki ga imam jaz, pa ni nič hudoben, samo zelo glasen. Gremo naprej. To so pa živali, ki so že zdavnaj izumrle. To sta, kaj sta to? Dinozaura bo držalo. Tale zelen, kako ga imenujemo? To je tiranozaver. T-rex na kratko. Glede, kakšne ostre zobe. Bil je zelo strašen dinozaver. In tole je triceratops, ker ima 3 roge, so mu rekli oziroma so ga poimenovali triceratops. In tale je rjave barve. Veste, jaz sem celo eno pesmico o dinozavrih napisala. Le kdo jih ne pozna v divjini... A poznate to pesmico? Samo začetek vam bom majčkeno zapela, prav? Le kdo jih ne pozna, v divjini so doma. Čudna imena imajo, nam jezike zafeclajo. Jaz poznam vse, velike in male dinozavrčke.
Najmočnejši med vsemi je tiranozaver bil, s strašnimi zobmi, ostale je strašil. Požugajmo mu vsi. Ti, 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 ti. No, in tako naprej, in tako naprej. Od dinozavrov pa k deklici in fantku. A sta deklica in fantek, no pa poglejmo. Deklica je oblečena v roza krilo. In tukaj noter ima, kako rečemo tej domači živali, to je pujsek je, res je. Hvala, da si nam pokazala svojega pujska. In tole je deček, ki ima, kaj ima? Plišastega medvedka. Medvedek. Hvala lepa, da si delil z nami svojo najljubšo igračo, predvidevam, kaj ne? Tako, se pravi smo rekli, tole je deček in tole je deklica. Tako. Tamle zadaj se skriva še ena morska žival. Jo poznate? Kdo je to? Rakovica je. In tale je oranžne barve. Je? Pa tukaj le zgoraj ima take rumene pikice. Take velike oči ima. Zagotovo ji nič ne uide, vse vidi, kaj ne? No, kar na svoje mesto. Takole tudi vidva, da boste lahko lepo in v miru poslušala. Gremo naprej. Se pravi, tule imamo, katera žival ima bodice? In če bi se ga zares dotaknila, bi me zbodle. To je ježek je vodržalo. A poznamo kakšno pesmico o ježku? No, povejte mi, poznate? A poznamo enako tisto ježek, tega, ja, a jo zapojemo? Na 3, 4 zdaj. 3, 4 zdaj. Ježek teka in se kotali, jabolka in hruške nabadati hiti. Jabolka in hruške nabadati hiti. A poskusite z menoj, gremo še enkrat, no pa dajmo. Ježek teka in se kotali, jabolka in hruške nabadati hiti. Jabolka in hruške nabadati hiti. Zelo dobro. Od ježka pa hišnemu ljubljenčku. Kateri hišni ljubljenček laja? Kuža, res je. No pa dajmo skupaj zalajati. Ste pripravljeni? Na 3, 4, prav? 3, 4. Tako, to je kuža. Tale ima koliko ušes? 5? Ne, nima 5 ušes, ampak samo 2 ušesi. Ima repek in koliko tačk? Koliko tačk ima kuža? 1, 2, 3, 4. 4 tačke ima tale hišni ljubljenček. Krasen je. Gremo naprej. Morskega psa smo že spoznali. Tole pa še ena morska žival. No, a ga poznate? To je kitovec. Poglejte ga, kako je krasen. Kitovec je. Gremo naprej. Pa ostajamo še kar naprej v morju. Katera žival pa je tole? A jo poznate? To je orka. Tako, zelo dobro. Koliko živali vi že poznate? Tule pa imamo še eno domačo žival. Poglejte. Kako rečemo tej domači živali? To je kokoš. In če imate radi domače živali oziroma živali iz kmetije, je tale knjigica kot nalašč za vas. Čakajte, vam bom takoj pokazala, poglejte. Tukaj je kokoš že na prvi strani. V redu, kokoška, v redu. Krasna knjigica, v veliko knjigicah se piše in govori o tebi. Tale je sploh zanimiva, poglejte, kaj vse zna. In gre na svoje mesto. Gremo naprej na sivo žival. No, katera žival pa je to? Kako ji rečemo? To je zajec je. Res je, to je zajček. Zajček ima, kaj ima?
dve zelo dolgi ušesi. Zelo dolgi ušesi ima. V redu, zajček, a zajček skače. Pa kaj ima rad? Korenček. Dobro. Samo preverjam, če poznamo ta dejstva. Gremo naprej na... Kdo pa je to? Njega pa sem skoraj prepričana, da še ne poznate. To je Timi. Timi mu je ime. Jaz sem ga sešila. Ja, jaz čisto sama. Kaj ni krasen? Deček Timi je. Ima kapico na glavi, da ga ne zebe. Ima dve očesi, da dobro vidi. Ima tudi ušeska, ampak jih skriva tule pod kapico, zato da dobro sliši, ker je zelo radoveden in novega znanja željen. Ima šal, da ga ne zebe. Pozimi moramo nositi šal, zato da nas ne bo zeblo v vrat. Ima jopico in jopica ima 3 gumbke. Ima tudi hlače, poglejte, in nogavičke. Timi je fant, ki je poln navdiha in skupaj z njim ustvarjava vsebino za vse vas, ki nas gledate. Hvala, Timi, za vas navdih. Na moji levi je cela druščina fantov in deklet. In vi mi boste pomagali ugotoviti, kakšna oblačila imajo na sebi in kakšne barve so ta oblačila. Še prej pa me zanima, če veste, zakaj sem rekla na moji levi. Ker je to moja leva stran. Tu imam levo roko, zato rečem, da je to moja leva stran. Kaj pa, če bi bile stvari, ki jih želim pokazati tule? Bi rekla, da je to na moji desni strani. Ker je tu desna roka, je zato tudi tu desna stran. Ampak, da se vrnemo na mojo levo stran, kjer je cela druščina fantov in deklet. In vi mi boste zdaj pomagali ugotoviti, v kaj je oblečena tale deklica. Pa začnimo. Kaj ima na glavi? Na glavi ima kapo. Ta kapa jo greje, se pravi, da je ne zebe v glavo. In kapa je kakšne barve? Vijolična, zelo dobro. Kaj pa ima okoli vratu? Okoli vratu ima šal. In šal si je dala okoli vratu ravno zato, da se zaščiti pred mrazom. In kakšne barve je? No, poglejmo. Malo je oranžen in malo je bel. Na sebi ima tudi vijoličen plašč. Spodaj je oblekla črtaste pajkice in na noge je obula škorance. Deklica je torej primerno oblečena za kateri letni čas? Za jesen ali zimo. Tako. In ko smo ravno pri letnih časih, me zanima, ali že poznate pesmico, ki sem jo napisala o letnih časih. Še ne? Potem pa predlagam, da se jo skupaj naučimo. Pesmico o letnih časih. Poslušate? Dobro poslušate. Okrogel, razgiban je naš svet, v nešteto barv je odet. Pomlad, poletje, jesen in zima, vse ti ne zdijo letni časi res prima. Spomladi na sprehodih se mudimo, poleti čov se v vodi hladimo. Jesen v listje zavije nas, ko zapade sneg, veselimo se na glas. Na široko le odpri oči, uživaj vsak dan, naj se ti nikamor ne mudi. Ste videli? Tudi s pomočjo pesmice se lahko naučimo veliko novega. Ne le s pomočjo knjigic. Čeprav tudi v knjigicah najdete letne čase. A zapojemo še enkrat pesmico. Ste za? Ste pripravljeni? Okrogel, razgiban je naš svet, v nešteto barv je odet. Pomlad, poletje, jesen in zima, se vam ne zdijo letni časi res prima. Spomladi na sprehodih se mudimo, poleti čov se v vodi hladimo. Jesen v listje zavije nas, ko zapade sneg, veselimo se na glas. Na široko le odpri oči, uživaj vsak dan, naj se ti nikamor ne mudi. Nikamor se nam ne mudi, ampak gremo lepo počasi naprej. Poglejmo.
kaj je oblečena tale deklica? No, pa poglejmo, kaj ima. Jopico modre barve in na jopici ima napisano črko B z belo barvo. Spodaj ima roza hlače in na nogicah ima superge roza barve. In jaz bi rekla, da se tole dekle odpravlja v šolo, ker ima na hrbtu šolski nahrbtnik. Bo držalo. Greš v šolo? V šolo boš šla, ampak takoj, ko mi zaključimo tule. Zmenjeno? Roka, roka. In gremo dalje. Takole. Tule je mladi gospodič, fante, ki ima tudi hišnega ljubljenčka. Poglejte, kužka. V kaj pa je tale fant oblečen? Poglejte, bomo takole naredili. Tole deklica je imela majico z dolgimi rokavi. Tale fant pa ima majico s kratkimi rokavi. Res je? Očitno je pomlad. A je pomlad, pa ni tako mrzlo, zunaj pa je lahko v kratkih rokavih. Spodaj ima kavbojke, džins hlače in na nogah ima superge. Zelo dobro. Hvala. Gremo naprej. Imamo še dve deklici in še enega fanta. Takole, tale fant pa ima ravno tako majico z dolgimi rokavi. Kaj pa je tole, kar ima čez? Kaj je tole, kako rečemo? Brezrokavnik, res je, brezrokavnik nas ščiti pred recimo vetrom, mrazom, zaščiti tale sprednji, pa tole zadnji del. Spodaj ima v bistvu hlače, ki so, rečemo bež in rdeče superge. Pa še tole sem spregledala, kaj pa ima narisano tole na majčki, kaj je to? Zvezda, zelo dobro, gremo naprej. Tako. Tole je deklica, kar lepo setkaj. Tole je deklica, ki ima roza krilce, na krilcu pa narisanega mucka. Kako se mucek oglasi? Miau, tako je. Spodaj ima črtaste oziroma progaste pajkice in na nogah take rjave čeveljce. In še ena deklica nam je ostala, da vidim, če bomo znali skupaj ugotoviti, v kaj je oblečena. Zgoraj ima kratko majico svetlo modre barve, spodaj pa rjave hlače. Kaj pa na nogah? Na nogah ima obute superge. Zelo dobro. Kar nekaj živali smo danes spoznali, naučili smo se tudi kar nekaj oblačil in barv in moja misija za danes je zaključena. Preden se dokončno poslovim, me samo še zanima, s čim se vi najraje igrate. Boste povedali? No, povejte mi, poslušam. Ja, dobro. Res? Kako domiselne ideje! Wow, tudi jaz bi se igrala z vami. Zelo dobro. Kakšna pisana druščina ste vi in kakšne res zanimive ideje za igro imate. Krasno, kar tako naprej. Ampak veste, česa ne smete pozabiti? Na branje. V knjigicah se skriva ogromno znanja. Zato vsak večer prisluhnite pravljici. Ta vam bo zagotovo obogatila besedni zaklad. Vemo, kaj pomeni obogatiti besedni zaklad. To pomeni, več kot boste brali, več besed boste poznali. In več besed kot boste poznali, se boste lažje z stavki igrali. A ne? Več besed kot poznate, lažje se boste pogovarjali, lažje boste izražali svoje mnenje, lažje boste na glas povedali to, kar se vam zgodi v glavicah. Zato berite, berite, berite. Prav, ko pa nimate časa za branje, prižgite pravljico na Timi Kids TV. Zmenjeno? Evo, roka, imamo dogovor. Zdaj pa objem, poljubček in pa do prihodnjič.
Timi, Kids TV.